Pozdravljeni. A verjetno ste zasledili tudi vi, da bo imel pogonski sklop Ferrari v sezoni 2026 glave motorja z notranjim zgorevanjem iz jeklenih litin. Kaj to pomeni in zakaj so se tako odločili, pa kot običajno v naslednjih minutah. Pred sezono 2026 je kot običajno v raznih virih mogoče zaslediti polno interpretacij, kakšen bo bolid Scuderie Ferrari v naslednjem letu. In vsem tem slikam je edino le nekaj skupnega, to, da bo bolid rdeč. A danes si bomo ogledali neko informacijo, ki je izjemno zanimiva. Na prvi pogled lahko vpliva celo na obliko samega bolida, ampak kot bomo videli v nadaljevanju, je razlog za takšno izbiro morda drugačen. A verjetno ste zasledili, kako so pri Scuderii Ferrari za nov pogonski sklop, ki ga bomo videli v sezoni 2026, napravili dve različni glavi. Prva je tista, ki jo je nekako želel Wolf Zimmermann in je napravljena iz jeklenih litin. A kot vam je zgodba dobro znana, septembra je Zimmermann zapustil Ferrari in odšel k Audiju. Nato so v Maranellu napravili, recimo temu, zasilno rešitev, kjer je bila glava klasična iz aluminijevih litin. Ampak sedaj smo dobili potrditev, da bo ta revolucionarna rešitev dobila mesto na novem pogonskem sklopu. In da ne bo kakršnihkoli težav ali pomislekov. Po mojih podatkih se bodo pogonski sklopi homologirali 1. marca in ne prej. Torej, še zmeraj obstaja možnost menjave iz plana A na plan B. Ampak zakaj uporabljati jeklene litine? Če smo pravzaprav iskreni, v vsakdanjem življenju vidimo takšne rešitve redko. In verjetno leta 2025 v serijski proizvodnji cestnih avtomobilov ne bomo našli kaj takega, razen pri tistih najbolj tehnološko zastarelih modelih. Ampak tu je treba poudariti, da svet Formule 1 še zdaleč ni tisto, kar nam kaže svet cestnih osebnih avtomobilov. In tudi tu je treba poiskati neke rešitve. Jeklena zlitina ima seveda svoje prednosti in svoje slabosti. In če prebiramo razne vire, bomo lahko dobili različne interpretacije. Po enih se govori, da bodo imeli pri Ferrariju zaradi tega manjše hladilne površine, prevedeno, poenostavljeno, manjše hladilnike oziroma izmenjevalce toplote. Kar je, vsaj po mojem osebnem videnju, rahlo nelogično. Namreč pri Scuderiji so že bistveno pred božičem napravili tako imenovani crash test in prav bolida v tistem območju bočnih hladilnih rež ne morejo več spreminjati. Kajti prav tam je tista zaščita proti vdoru v primeru bočnega trka. Torej, kar so homologirali že v začetku, ne smejo več spreminjati. In torej, da bi Ferrari v sezoni 2026 imel
neko rešitev, ki nas bi lahko spominjala na Mercedesa W13 oziroma W14, je vsaj iz mojega zornega kota malo verjetno. In pojavile so se tudi druge teorije, vezane na zanesljivost in podobno. Ampak danes vam bom predstavil moje osebno mnenje, moje osebno razmišljanje. Kajti imamo še en močan argument, ki nam pravi, da zmanjšane hladilne površine zagotovo niso razlog za tak izbor, še posebej ne za tako pozno odločitev. Namreč ne smemo pozabiti na nekaj. Ferrari ima tudi svoje stranke, Haas in Cadillac. Inženirji pri tej ekipah morajo vedeti, kako veliki bodo hladilniki, kakšne so potrebe po hlajenju in kako mora biti razporejena tista množica elementov, ki se nahaja v bočnih strukturah. In decembra se ne more nekdo odločiti in izbrati varianto A namesto variante B. Prepozno je tudi za stranke. In stranke morajo imeti enako specifikacijo kot tovarniška ekipa. Upam, da vam je to znano. Ampak sedaj poglejmo, kaj pomeni imeti glavo iz jeklene vitine. Ta ima zagotovo večjo maso kot ona iz aluminija smeklitin. In tu se lahko začnemo spraševati, zakaj bi nekdo želel rešitev, ki ima višjo maso in poleg tega še dviguje težišče, kajti glava motorja je na vrhu. In verjetno tu bi marsikdo lahko začel pomisliti v tisti smeri, kot sem bral v nekem viru, ki pa zagotovo ni bil zanesljiv. Namreč avtor je v enem članku ugotovil, da bo masa pogonskega sklopa na sezoni 2026 višja za 30 kilogramov v primerjavi z letom 2025. In tu je verjetno pozabil, da govorimo o pogonskem sklopu. Maso bo seveda višja, ampak zaradi baterij in ne zaradi tega, ker bi hoteli imeti višjo maso v celotnem pogonskem sklopu. A pustimo sedaj, treba je nekaj povedati, da iz vsake malenkosti, predvsem v italijanskih virih, ko se tiče peranja, naredijo celotno zgodbo. Ampak še zmeraj vam nisem dal tiste moje razlage, zakaj menim, da morda glava motorja z notranjim zgorevanjem iz jeklene litine bi znala biti morda celo priporočljiva. Če se sedaj malce ozremo, kako bodo izgledale dirke v naslednji sezoni, če se spomnimo vseh tistih mojih kritik, kjer sem mnogokrat poudaril, da pravzaprav bodo imeli težave napolniti baterijo, se lahko zamislimo, da bodo v bolidu tudi mnogokrat enostavno spustili nogo iz stopalke z plini. Bistvena razlika je med aluminijasto zlitino in jekleno. Namreč jeklena dosti lepše drži v sebi tisto temperaturo. Namreč aluminij se hitro segreje, ampak tudi hitro ohladi, medtem ko jeklen element bi znal držati temperaturo mnogo dlje. Ne smemo pozabiti, da v prihajajoči sezoni 2026 bomo imeli nova sintetična goriva in imeli bomo tudi zvišan odstotek etanola. In prav v tistih kategorijah, kjer se uporablja gorivo na osnovi etanola, se pogostokrat najde jeklene glave na motorjih z notranjim zgorevanjem. Zakaj? Ker, kot sem povedal, lepše in bolj konstantno
držijo temperaturo in s tem preprečijo, da bi imeli težave, ker kompresijskega razmerja se ne da kar tako spreminjati. In prav kompresijsko razmerje je nekaj, o čemer smo že govorili, sicer ne pri Ferrariju, temveč pri Mercedesu. In seveda s tem, ko Ferrari bi lahko držal, recimo temu, konstantno temperaturo prav tam v zgorjevalni komori, bi lahko bil bolj učinkovit. Torej, tudi takrat, ko bi voznik nabiral električno energijo v svojo baterijo, bi lahko imel optimalno porabo. In s tem bi privarčeval nekaj na gorivu. Ko varčuješ na gorivu, lahko pomeni, da lahko voziš bolj na polno, kajti imaš več goriva na razpolago za celotno dirko, ali B, ga natočiš na začetku v bistvu manj. Namreč omejena je samo poraba navzgor in ne navzdol. In dobro nam je znano, nekje v povprečju 10 kilogramov nižja masa pomeni 0,3 sekunde na krog. Seveda posplošejo. In če pri Ferrariju so s to potezo dobili neko rešitev, da bi imeli bolj, recimo temu, učinkovit motor z notranjim izgorevanjem, bi se lahko izplačalo. Ampak po drugi strani, spomnimo se, kaj se je dogajalo pri Hondi v letih 2015, 2016, 2017. Tudi oni so imeli svoje ideje, svojo interpretacijo tistega, kar je velel pravilnik. Ampak zanesljivost je bila seveda porazna. Glava za jekleni kliting seveda nudi večjo zanesljivost kot ona iz aluminija, ampak na splošno gledano, to ni težava v sodobni Formuli 1. Učinkovitost je. Seveda tudi višja masa pripomore k celotni zadevi, ampak mene še zmeraj zanima, zakaj pri Ferrariju imajo plan A in plan B. Torej, ogromno energije so vložili v dva ločena projekta, samo zato, da bi imeli neke vrste rezervo. Rezervo, ki se jo ne bo, kot kaže, uporabljalo, ampak to ni toliko važno. Vidimo lahko, da pravzaprav bomo imeli nekaj, kar bi znalo biti zanimivo. Ampak želim si, da bi se zadeve ne bi končale tako, kot smo videli leta 2014, kjer so zopet imeli neke revolucionarne ideje, ki se pa nato na progi enostavno niso izkazale, kajti bile so preveč kompleksne. A videli bomo sicer, kako bo izgledal nov bolid prav kmalu. Za enkrat o tej novici toliko. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.